Dober večer, drage gledalke, cenjeni gledalci. Prvo oddajo Aktualno v mesecu maju smo naslovili Oskrba s pitno vodo v porečju Drave. Gre za nov projekt, katerega je vključenih kar 5 koroških občin. Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka. No, to uspešno kar 50 milijonov evrov vredno zgodbo nam predstavijo županja občine Dravograd, Marjana Cigala, ste nosilna občina projekta, župan občine Podvelka, Anton Kovše, vodja projekta magister Marko Verčnik in župan občine Vuzenica, gospod Franjo Golob. Lepo pozdravljeni vsi štirje, pa seveda hvala lepa, ker ste prišli. No, obseg projekta je, gospod Marko, glede na res zaostrene trenutne razmere na trgu izjemen. Dober večer. Ja, ta projekt je res eden večjih izmed projektov v obdobju evropske kohezijske politike v letu 2014-2020. Uspeli smo pridobiti sredstva. Gre za 50 milijonov vreden projekt. Sodeluje 5 občin, ki so bile prej naštete. S projektom pa bo zagotovljena dolgotrajna oskrba s pitno vodo in zanesljiva oskrba s pitno vodo v Zgornji Dravski dolini za naslednjih 50 let. No, velja tudi spomniti, da gre za zgodbo, ki se je začela pisati že daljnega leta 2005 s pismom o nameri. In takrat sta bila poleg vidva, gospa Marjana in gospod Anton. Ja, res je, to je že dolga zgodba. Tam nekje v novembru leta 2005 smo podpisali pismo o nameri, se pravi, smo se župani sestali, ugotovili, da smo vsi za to, da naredimo nov vodovodni sistem v Dravski dolini. Seveda takrat smo tudi že razmišljali, kako bomo prišli do finančnih sredstev. Pravzaprav smo računali na Evropsko unijo že takrat, ampak iz perspektive, ki je bila takrat aktualna, se pravi, ki je šele prihajala. Žal se je potem to tako dolgo nekako vleklo, da smo iz te perspektive, ki še niti takrat ni bila, prišli sedaj v to, ki je na novo, kot je omenil magister Verčnik, iz leta 14 do 20. Imeli pa smo namen črpanja evropskih sredstev v kohezijski politiki perspektive 2007-2014. Seveda mi smo se zavedali, da je to projekt, ki bo zahteval veliko denarja in da ga občine seveda same nikakor ne bomo mogle zagotoviti. Zato smo tako seveda z velikim entuziazmom se lotili projekta, da bi bil sofinansiran strani Evropske unije. Kasneje seveda se je v tem od tega dogovora nekako oddaljilo. Govorim o projektu Drava, ki je imel takrat, bom rekla, 2 obraza. Eden je bil, da se bo delal vodovodni sistem, drugi pa, da se bo delala kanalizacija in čistilne naprave. Tako je bilo dogovorjeno. 2 občini, naša in Podvelška, smo se nekako menili, da bi delali vodovodni sistem, medtem ko ostale občine, Muta, Vuzenica in Radlje, pa bi bile v tem projektu kanalizacije in čistilnih naprav. Tako je tudi ministrstvo nas takrat vodilo. Vendar žal so kasneje, mislim, da je bilo tam nekje okoli leta 2008, se premislili in so rekli, da je pač treba se odločiti, ali delamo vseh 5 občin kanal in čistilne naprave, ali pa vseh 5 občin vodovodni sistem. Občine seveda smo zopet se usedli skupaj in smo ugotovili, da bomo se najprej lotili kanalizacije in čistilnih naprav, v drugi fazi pa bodo to vodovodni sistemi. Moram reči, da smo tudi pri kanalizaciji in čistilnih napravah bili uspešni, tudi tam smo pridobili precej evropskih sredstev in ta projekt tudi uspešno zaključili v letošnjem letu. Gospod Anton, praktično 11 let je trajalo od tistih začetkov, ampak splačalo se je potruditi, potrpeti, pa na nek način biti tudi siten. Ja, res je, kar ste rekel. Samo naša težnja, bi rekel, 2005-2006 je bila predvsem na vodovodu, to pa zaradi tega, ker občina Podvelka z vaško skupnostjo Podvelka in z Breznom imamo vodovod povezan z Radljami ob Dravi. In seveda mi smo imeli že takrat velike okvare na tem vodovodu.
velike stroške in zato je naša želja bila, da bi seveda to naredili. In seveda potem čez 2 leti je prišla sprememba za kanalizacijo. Tukaj smo mi lahko bili prisotni pri izdelavi projektov, pri sami izvedbi kanalizacije in pa čistilne pa ne, zaradi tega, ker je bil pogoj seveda na 2000 enot, da je čistilna naprava. Mi pa teh pogojev nismo imeli. Naša največja čistilna naprava za Brezno in Podvelka je 850 enot. To smo dobili sicer iz regionalnih spodbud, ta sredstva en del, ostalo pa seveda še nimamo končano. Bi rekel, teh čistilnih naprav, kot so imele te občine, se pravi Dravograd, Vuzenica, Muta, Radlje in pa tudi Selnica ob Dravi je bila vključena tu zraven. Mi smo seveda pričakovali tudi v perspektivi 14-20, da se bo tukaj sredstva namenila izpod 2000 enot, ampak kot kaže, da ne. Pa seveda tudi za male čistilne naprave. Mi v naši občini imamo cirka 400 in mislim, da bi bilo tudi prav, da bi se nekaj prispevalo k temu projektu. Poraja se vprašanje, kaj je bilo tisto, kaj je pretehtalo, da vam je 5 občin, da vam je torej uspelo na Koroško pripeljati projekt, ki je z državnim, pa na drugi strani še več z evropskim denarjem, sofinanciran kar 86,2%. Ja, pravzaprav zelo sem ponosna, no, da nam je ta projekt uspel pridobiti si sredstva iz Evropske unije. Kot ste sami omenili, je to v današnji dobi izredno malo občinam uspelo. Vendar mislim, da je na eni strani bilo to, da smo se zavedali, da nujno potrebujemo pitno vodo in smo se z vsemi silami, kolikor je bilo mogoče, pač nekako upirali dejstvo, da ne bi bili sofinancirani. Seveda je pa to, da smo do tega prišli zagotovo tudi ali pa predvsem vloga koordinatorja in pa vodja projekta, ki pa sta odigrala svojo vlogo v pravem času in rezultat je tu. No, tudi v občini Vuzenica ste že od vsega začetka podpirali ta projekt. Ja, jaz rad rečem, da je naravna danost ali dobrina poleg zraka tudi voda. Seveda, ko se končuje ena finančna perspektiva in ta, moram reči, da se je dokaj uspešno končala tudi za večino občin ali vse občine Dravske doline, tudi niže. Selnica je bila v tem velikem projektu odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda. Tudi naša občina, občina Vuzenica, ni spadala v sofinanciranje v tistem delu kot ostale občine, torej tudi Podvelka je bila pod 2000 populacijskim enotam, tako da mi smo nekako končali en uspešen skupni projekt Dravska dolina z odvodnjavanjem čiščenjem odpadnih voda. In ko se je ta finančna perspektiva pravzaprav šla k koncu, smo že smelo upali, kje bomo še lahko črpali iz nove finančne perspektive, ki se začenja z leto 2014 in se končuje v leto 2020, kako bomo, glede na to, da so nam delili vzhodno in zahodno kohezijsko regijo in prav malo smo upali na to, da bomo nekje le uspeli pridobiti kaj sredstev za investicije, torej tiste, ki jih tako močno potrebujejo naši občani in občanke za sodobno in normalno življenje, enakovredno pravzaprav z velikimi mesti po Sloveniji. In seveda od vsega začetka, že zraven jaz, tudi od leta 2010, ko smo nekdaj sedeli v občini, v občinski upravi občine Radlje ob Dravi, takrat še minister gospod Gerkeš, in smo nekako staknili glave, kako bi še lahko ostala sredstva, ki so ostala. Takrat smo govorili, mislim, da okrog 10 milijonov evrov ostalek v tej finančni perspektivi za izgradnjo te pomembne komunalne infrastrukture, kako bi lahko to naredili. Seveda, brez povezovanja, brez modre politike ne uspeš takšnih projektov in zopet je prevladal razum in kot sem že dejal,
ponosen sem na to, da smo se lahko dogovorili. Ponosen na to, da ko govorimo sicer o bruto projektu 50 milijonskem in da pridobiš prek 40, skoraj 45 milijonov bruto vrednosti evropskih kohezijskih sredstev in nekaj državnega, potem mora si šteti kot to velik uspeh. In kot dobrina, ki jo vsak človek potrebuje poleg zraka, je tudi voda, je seveda občina Ozenica zelo ponosna, da smo zraven, kajti hidravlična izboljšava celotnega voda in pa izboljšanje, pravzaprav pa na dolgi rok ne bo več bolela glava. Jaz verjamem, da v tem času, ko bo ta sistem, ko bo izgrajen, že tako dotrajen, jaz sigurno več ne bom župan, bojo pa sigurno za namci nadaljnjih 50-60 let, morda celo več, glede na dobre materiale, ki se zdaj vgrajujejo, priskrbljeni z to dobrino, ki že tretjič, četrtič poudarjam, ki je nujno potrebna, da je. Seveda, nekaj so zakonske obveznosti, ki so nas vezale k odvodnjavanju in čiščenjem, da moramo do določenega roka nekaj narediti. Z vodooskrbo ni tako, ampak vendarle tisti, ki upravljamo in vodimo politiko vsaki lokalni skupnosti, se še kako zavedamo, kaj so prioritete. In moramo reči, da smo eni tistih, ki iz prejšnje finančne perspektive, torej overcommitment projekti, ki so šli končno te finančne perspektive 2007-2013, so pripeljali do tega, da smo eden redkih tistih in moram reči, da skoraj največji projekt v slovenski državi v tej finančni perspektivi, ki bo pravzaprav sredstva bo išla pa iz te nove finančne perspektive in marsikdo nam to zavida. Zdaj vprašanje, kdo je za to ne bo zaslužen. Verjetno vsi, vsak po malem, največ pa tisti, ki so nas vodili do tega in pa sprotno, pravi razum, torej pravi ljudje na pravem mestu in pa pravi čas smo imeli vse pripravljeno, glede na to, da smo mogli tudi projekte financirati iz lastnih sredstev. Slišali smo termin hidravlična izboljšava. Kaj to konkretno pomeni? Hidravlična izboljšava konkretno pomeni, da se na določenih odsekih trase zamenjajo pač te obstoječe cevi, ki so neustreznih presekov, neustreznih materialov. No, je že res, da Slovenija velja za eno izmed najbolj namočenih držav, ne samo v Evropi, pa tudi na svetu. Je pa na drugi strani problem prerazporeditev padavin v tem vegetacijskem obdobju, predvsem na območjih z lahkimi propustnimi tlemi in tega se boste zdaj izognili. Ja, res je zanimivo pravzaprav, ne? Na eni strani takšna namočenost, veliki problemi s plazovi, veliki problemi s povodnjami, tako kot je Dravograd znan, zdaj že ne vem kolikokrat smo bili poplavljeni in imamo standardno te plazove za reševati. Na drugi strani pa primanjkuje pitne vode. In moram reči, da za našo občino pravzaprav je bila pokritost za javnim vodovodom zelo nizka do sedaj. Komaj tam okoli 30% smo dosegali in s tem projektom bomo uspeli ta procent izredno dvigniti. Moram pa reči, da je pravzaprav tu noter tudi pomembno to, da bomo rešili še drug problem, zakonski problem. Država namreč zahteva, da moramo občine biti neke vrste varuh teh vodnih virov in tam, kjer je več kot 50, jaz rečem, duš na nekem vodovodnem sistemu, moramo z njim nekako upravljati strani občine oziroma smo zavezani, da jim nekako omogočamo čisto pitno vodo. In ta problem bomo seveda s tem, ko bomo imeli enoten sistem, sedaj tudi rešili. Ker tu je pravzaprav velik problem, čeprav se mogoče ne sliši tako. To so privatni vodovodi in občina nekako ima nadzor nad privatnimi vodovodi. Ljudje so precej nevoljni, slabe volje, ker pač morajo non-stop dajati te vzorce na preiskavo. Seveda pri nas imamo tudi določenega človeka, ki mora skrbeti za to, potem se pojavljajo seveda te bakterije različnih vrst v vodi, pa je treba to sanirati, pa je treba plačevati, pa klorinatorje nabavljati in podobno, vse je drago in ljudje enostavno niso zadovoljni. Ampak žal, zakonodaja je taka in občina se mora pač tega držati. Zato smo seveda še toliko bolj veseli, da bomo pravzaprav tudi ta problem s tem, bom rekla, projektom Drava rešili. No, spoštovani gostje, še na eno težavo velja spomniti pri trenutni oskrbi s pitno vodo, na dotrajanost sedanjih sistemov oziroma na slabe materiale, ki so bili vgrajeni in nasplošno na slabo izvedbo del. Ja, če lahko jaz tu nekaj rečem.
Naš vodovod je bil narejen po 70. letu in seveda takrat ta izdelava oziroma polaganje so delale mladinske brigade. Tam ni bilo takšnega nadzora, kot bi moral biti pri sami izvedbi, se pravi pri izkopih in pri zasipih. Pa seveda tudi sam material, cevi, ki so, takrat ni bila takšna kvaliteta. In moram reči, da vsako leto imamo po par tisoč evrov škode, ker pač cevi niso položene, kot bi morali biti. Se pravi, od spodaj bi moral biti pesek, na vrhu ob straneh tudi pesek. Tu pa seveda, ko so skupali, so cevi položili, od spodaj je bil kamen, od zgoraj kamen in glede na delovanje vodnih pritiskov, potem tu seveda cevi počijo. In zato smo mi tudi dali prioriteto takrat 2005-2006 za vodovod, da bi to uredili zaradi teh slabih materialov in pa seveda tudi zaradi tega, ker smo že imeli v planu te pešpoti in hodnike in kolesarko o poteh in skozi naselje Brezno. Seveda nismo to mogli pustiti v Makadamu, tako da smo, bi rekel, en del že svojih lastnih sredstev vložili v te dele, ostalo pa seveda čaka, so tudi že kolesarke narejene, niso dokončane, niso poasfaltirane, ker zamislite si, zdaj, ko je ta projekt prišel v izdelavo, da bi pa mi začeli kopati sred Brezna, bi rekli pa, a ste vi normalni ali kaj vam je. Tako da bi rekel, da smo že kar nekako planirali in res v samo jamo, v ta odsek dali praktično vse, da danes nam ni potrebno to razkopavati. No, dotrajanost starih vodovodnih sistemov je torej v Sloveniji žal realnost, marsikje so stari preko pol stoletja, treba je klorirati vodo, pa ne nazadnje početi še marsikaj, pada pa tudi nivo podtalnice, to pa vemo vsi. Ja, to kaže statistika. To je tisti, ki nadzirajo vodne sisteme, vidijo, da zadnjimi leti, ne glede na to, da se vedno več ukvarjamo tudi z poplavami v Dravski dolini, pa vendarle narava naredi svoje, močan veter izsuši te naše vodnjake in statistika kaže, da z leti vodni viri upadajo. Torej površinska voda gre in marsikdo rad reče, bolj zdrava je tista planinska, pohorska voda, kot pa tista, ki jo črpamo z 80 ali pa še več metri globine. Pa vendarle, tudi v naši občini imamo že prek 10 let vrtino, ki ob morebitni malo večji suši zagotavlja nemoteno oskrbo pitne vode. Seveda o dotrajanosti vseh teh materialov je kolega župan Podvelke že veliko govoril. Seveda pred časom so bili materiali, kakršni so bili. Zdaj edino, kar je bila vgradena takrat malo manj nadzorovana, ki je sedaj, kot imamo izbrano tako izvajalca, kakor tudi nadzor, PR službo in vse regularno na razpisih se je to izbralo. Vse to smo morali početi preden, da smo se sploh lahko prijavili na razpis. To je še dodaten pogoj, tako da strokovnjaki, ki so nam vse to pripravljali, nismo mi županje in pa župani tisti, ki bi za karkoli na koncu odgovarjali. To moramo zdaj povedati, čeprav smo investitorji kot taki, pa le občine in podpisniki v imenu občine, županja in pa župani. Seveda je marsikdaj vprašanje tudi z strani politike, torej strani svetnikov, občanov, zakaj v nekaterih skupnostih se voda klorira. Prav razlog, in sam sem imel to izkušnjo in eni izmed zadnjih občinskih sej, ko so nekateri svetniki pravzaprav zelo korektno vprašali, zakaj je v naši občini klorirana voda, v nekaterih drugih občinah Dravske doline, čeprav nimamo skupnega sistema, voda ni klorirana. In gospodarska javna služba, ki izmed nalog, ki upravlja kot obvezno gospodarsko javno službo tudi oskrbo vode, torej komunalno podjetje, predstavnik, direktor tega podjetja je enostavno na podlagi analiz, ki jo redno jemljajo, podal tudi poročilo. Seveda, glede na to, da je v spomladanskem času veliko kmetijskih površin, da si te naši vodni viri zelo površinski in da ob malo večjem gnojenju, zdaj v spomladi in škropljenju pride do dokaj onesnaženosti. Seveda je ta voda rizična za uporabo, torej ne samo za gospodinjstva. Vemo, da na tej vodi je celotni sistem in naša občina, recimo zdaj je v tem sistemu sedanjim preklopljena nekje okrog
60% občanov imamo že na javnem vodovodu, kaj drugega kot ustrezno sistemu narediti, da se voda klorira in da je ustrezna za uporabo. In seveda jaz pravim, za tem novim sistemom, ko bo voda nadzorovana, ko bo prišla iz malo večjih globin ali pa tudi iz hribov, bo ta voda manj onesnažena. In to, kar nam kaže vsa statistika in strokovnjaki, ki so nam pripravili ta projekt, verjamem, da bomo s tem zagotovili tudi bolj kvalitetno pitno vodo in pa manj onesnaženo pitno vodo. No, dovolite zdaj, da spomnim naše gledalke in gledalce, da pravzaprav oddaja Aktualno poteka v živo. Če bi radi, spoštovane in spoštovani, predstavili svojo zgodbo, če bi radi naše 4 goste kaj vprašali, potem imate od tega trenutka pa do konca oddaje, torej slabih 40 minut, še možnost, da pokličete in sodelujete. Naša studijska številka od tega trenutka torej naprej odprta, 03 897 0770, 03 897 0770. Vabljeni torej k sodelovanju. Zdaj me pa, gospod Marko, nekaj zanima, ko bo pravzaprav nov sistem zaživel. Kaj bo z obstoječim sistemom? Ja, nov sistem je zelo obsežen. To je 107 km vodovodnih cevi, zgrajeno bo 16 vodohranov, 20 črpališč, 8 hidropostaj in 1 nadzorni center. V tem sistemu bojo večji izvori vode, vrtine v občini Muta, Brazil in Karavaning in vrtina v občini Dravograd, Črneče. Ostali vodni viri, ki so bolj izdatni, se pravi nad 1 liter na sekundo, bojo gravitacijski ostali v sistemu in se ne bojo ukinjali. Mali vodni viri, ki pa so doslej zelo problematični, moramo stalno prekuhavati, imamo težave z onesnaženjem, pa bodo sčasoma ukinjeni. Še eno pomembno vprašanje, se bo potem cena vode, ko bo ta nov sistem zaživel, zvišala. Poznamo primer Koceroda na Koroškem. Ja, če bi rekla, da se ne bo, potem verjetno ne bi bilo čisto. Saj vsi vemo, da je to nov sistem in zaradi tega, ker je nov, bo tudi amortizacija oziroma omrežnina temu primerno višja, vendar pa je vedno pri ceni stvar, se glede cene odloča vsaka občina posebej, oziroma mogoče v tem sistemu se bomo odločali skupaj, tako kot ste že omenili Kocerod, vendar pa bo nek model verjetno podoben ali vsaj enak, kar se tiče popustov, bom rekla, pri samem zaračunavanju. Tu mislim predvsem na omrežnino, tisto, kar je mogoče, in tako da voda kot taka zagotovo nekaj 10 ali 20, ne morem reči točno, evrov, govorim centov evra, bo zagotovo višja, ampak koliko točno bo, pa seveda se bo še to tudi natančno predstavilo našim občanom in občankam. Gospod Anton, vi vse skozi zagovarjate tezo, da mora biti potem, ko bo projekt zaključen, cena kubičnega metra pitne vode enaka za prebivalce vseh 5 občin, ne glede na oddaljenost. No, jaz mislim, da bi to bilo prav. Poglejte, prej je bilo našteto, koliko pride teh novih objektov. To se pravi, da vsi stroški, ki bodo takrat prišli skupaj, bo enostavno potrebno podeliti z občani, ki pač to dobrino koristijo. Mogoče bi lahko bila majhna razlika pri same omrežnini, to se pravi, da če ima ena občina več teh cevi, zaradi te amortizacije oziroma omrežnine bi lahko bilo par centov razlike. Kaj se pa tiče same vode, pa mislim, da bi bilo prav, da bi bila enotna cena. Ampak glede tega se bomo seveda še dogovorili in mislim, če samo gledamo na tehnologijo, ki bo in seveda tudi ta skupni center, tu bo pač stroški, ki bo prišli, pa ne morem zdaj reči, Podvelka bo pa zdaj imela, ne vem, 10 pa 20 centov dražje kot pa Dravograd ali pa Vuzenica. Mislim, da tu neki sporazum bomo verjetno morali najti. Kaj bo s tistimi, ki se v ta projekt ne bodo vključili ali ne bodo mogli vključiti? Recimo v Vuzenici ste se odločili ponuditi subvencijo vsem tistim občankam in občanom, ki bodo pač primorani iskati in poiskati alternativne rešitve. Ja, naj nadaljujem tam, ko je kolega Tone ostal. Torej,
Imamo eno dobro prakso, komunalni center za ravnanje z odpadki, torej Kocerod, ki smo ga uspešno gradili skozi dolga leta in tukaj je vključeni vseh 12 občin. Ne glede na to, kaj se prej dogovoriš, ampak pogodba se podpiše z občino, ne z dotičnim županom, ki takrat na tistem mestu v ta čas sedi. Torej, ta dogovor, ta sporazum, ki je bil pred mnogimi leti zapisan tudi strani vseh 12 občin, bo verjetno veljal tudi za vseh 5 občin Dravske doline, če se bomo zdaj že vsega začetka, preden da začnemo to graditi, dogovorili in podpisali. Seveda je politika občine potem pa druga. Cena enotna, politika občine je pa tista, ki določa, koliko subvencionira ljudem ceno. Tako je bilo na komunalnih odpadkih, tako je tudi z odvodnjavanjem in čiščenjem odpadnih voda, tako bo tudi z vodooskrbo. Zdaj, poprečna cena vodooskrbe nekje na kubik okrog 0,6 evra, torej od 0,4 do 0,6 nekje v Dravski dolini. Seveda drastičen porast, ko ste sami ugotovili na surovini, kot je odlaganje komunalnih odpadkov, je prav posledica tega, da nekatera komunalna podjetja ali občine niso sledile stroškom, ki so bile. Torej, neposredno ali pa posredno pokriva stroške. Torej, če ne obremeniš prebivalca direktno na položnici, potem pokrivaš izgubo svojega komunalnega podjetja, kot svojega komunalnega podjetja iz občinskega proračuna. Proračun pa ni od županov, župan je občinskega sveta, ampak je akt in denar od vseh občank in pa občanov. Župan in pa občinski svet le to pogačo razreže in ga kolikor se da in kolikor ima še možnost, potem tudi realno razdeli, koliko ni zakonskih nalog. Seveda, ko smo govorili o vprašanju, ki ste ga mi postavili okrog cene, mislim, da smo se pogovarjala. Vprašanje je bilo, če mi lahko samo... Tako, kako boste rešili zadeve tistih, ki ne bodo prišli v ta kontekst? Vsi v ta sistem nikakor ne morejo priti, glede na razvejanosti skupnosti, tako občine Ozenica, tudi Mute, Podvelke in pa Dravograda in Radelj, vsi ne morejo priti v javno omrežje. Mi imamo že sedaj sistem, da tistim, ki imajo pa svoj vodovod in tisti, ki so manjši od 40-50 enot, ki ga more upravljati občina ali v občinskem imenu gospodarska javna služba komunalnega podjetja, že naša občina vrsto let z sklepom občinskega sveta, z vsemi podlogami, pravzaprav pomaga subvencionirati izgradnjo in vzdrževanje vodnega sistema. Torej, nad 2000 evri vrednosti, 50%, kar je nad 2000 evrov, pokrijemo stroško iz občinskega proračuna. Tako bomo nadaljevali tudi v prihodnje za tiste, ki ne bo. Sam pa ocenjujem, imamo podatek, da bomo po tem novogradnji tega sistema nekako omrežili prek 85% prebivalstva. In pravzaprav je zgodba bolj zaskrbljujoča pri odvodnjavanju in čiščenju odpadnih voda. Tam, ki nismo spadali v sistem sofinanciranja, da bi lahko gradili primarne vode, ampak smo samo povezovalni vod za čistilno napravo, ki pa imamo skupaj z sosednjo občino Muta. Tako da seveda moraš občanom tako ali drugače pomagati, ne glede na to, da tukaj pridobimo. In tukaj smo si občani vsi enaki. Zakaj bi nekateri bili deležni do 86,2% sofinanciranja evropskih sredstev in pa državnega proračuna in pa tistih 14%, 13,8% iz občinskega proračuna, nekateri občani in pa občanke pa tega ne bi bili. Torej, če smo enakopravni, moramo tudi skozi to pomagati tistim, ki se ne morejo priklopiti na javni sistem. Torej, seveda bi bila investicija precej dražja, da boš za eno stanovanjsko hišo za 4 enote pravzaprav vlekel, ne vem, kilometer ali 2 vod, ker je racionalno sigurno dražji, plus tega verjetno ne bi bila samo gravitacija zadostna, ampak bi treba bilo tudi hidravlika, ki bi pa znatno podražila še celotno investicijo. No, s tem se strinjata gotovo tudi vi dva, gospa županja, gospod župan? To je zelo enostavno pri Kocerodu, pri smeteh, ker vsi delamo smeti in vsi smo v istem sistemu in potem je enostavno se določi tudi na občinskem svetu, takšne bomo dali subvencije za vse enako in je zgodba zaključena. Pri kanalizaciji pa tako, kot sem kolega poslušala, pa pri vodovodu je pa to malo drugače. Sicer pri nas bo ta procent, katerih še nimajo, tega višji. In zagotovo bomo
poskušali podobno kot tudi v Vuzenici, se mi zdi, da je dobra ideja. Tudi pri nas za kanalizacijo in za male čistilne naprave smo pravzaprav že naredili neke vrste koncept in tudi sofinanciramo gradnjo malih čistilnih naprav, ker se strinjamo, da vsak naš občan in občanka je enako vreden. Medtem ko za vodo še nismo, bomo pa zagotovo morali stakniti glave in dobro premisliti, kako bomo enaki do vseh občanov tudi v tem sistemu še naprej. Gospod župan, drugače verjetno sploh ne gre. Ja, lejte, tu se moram pohvaliti, da ker sem pač, bi rekel, tudi že dolgoletni župan, 6. mandat, seveda smo mi to uvedli že leta 1998. In moram reči, da smo takrat do 2005, do 2006, kar se tiče teh individualnih vodovodov, v glavnem uredili vse. Prispevali smo pa, bi rekel, 50%, ne tako kot je bilo rečeno za občino Vuzenica, ampak mi smo šli od primera do primera in seveda tudi od vrednosti posameznega vodovoda. Če takrat so še tolarji bili, če je bilo na primer 300.000 tolarjev, smo mi dali 150 je moral pa sam prispevati. Kaj se pa tiče teh malih čistilnih naprav, mi sicer v proračunu imamo predvidena sredstva, ampak pravilnik si še ne vemo, kako bi ga naj sestavili, ker kolikor smo se pozanimali pri računskem sodišču in seveda tudi pri Ministrstvu za finance, to ni čisto tako enostavna stvar, ker oni to nekako tretirajo, da je to privat in da privat ne bi smeli pač ta davkoplačevalski denar vlaga, tako da to še moramo razčistiti in seveda potem bomo takoj pristopili k temu. Tako, ampak izvolite. je zanimivo, če lahko samo dodam, da tiste, ki nimajo rešeno kanalizacije in malih čistilnih naprav, pobira pa se tako imenovana taksa za obremenjevanje okolja, takrat se pa noben ne vpraša, ali je to privat ali ne. Vsi plačujemo ali plačujejo v državni proračun. In mislim, da bo moralo tudi računsko sodišče o tem malo razmisliti. Če na eni strani to velja, potem mora tudi na drugi. No, se pravi, da mi bi že pred 2 leti to začeli, ampak ko smo videli, da so občina Slovenj Gradec razveljavila ta pravilnik, sem vprašal, zakaj, in seveda sem bil podučen, da to ni to, da to ne more tako biti in zdaj pač čakamo. Dobili smo pa tudi seveda priporočilo oziroma sprašali smo pri računskem sodišču in nam nekaj konkretnega niso rekli, tako pa tako naredite. Mislim, da to bi bilo pa prav od ene takšne inštitucije. Ne, da mi zdaj neki pravilnik naredimo, potem seveda financiramo, ko bojo pa oni prišli, bo pa rekel, župan, to ni prav, si v prekršku. Zagotovo, gre za nedoslednost, o kateri bomo gotovo še govorili, no zdaj se povrnimo spet k temu aktualnemu projektu. Nič še nismo rekli o izvajalcih in o tem, kdo bo pravzaprav sistem upravljal. Na javnem razpisu za izvedbo tega projekta je bila izbrana družba Riko iz Ljubljane s partnerji Kostman, Slovenj Gradec, Slemenček, Ravne na Koroškem in Pomgrad, Murska Sobota. Ti trije bojo predvsem izvajali gradbena dela, Riko pa montažna dela. Nadzor na projektu bo opravljala družba projekt Nova Gorica iz Nove Gorice, obveščanje javnosti pa družba Dialog iz Ljubljane. Že pred pričetkom projekta je bilo dogovorjeno, da bo projekt upravljalo komunalno podjetje Radle, ker je pač večina tega projekta na teritoriju tega komunalnega podjetja, kjer bo pa tudi nadzorni center. Časovnica oziroma zaključek projekta je seveda s pogodbami že določen, ampak že zdaj veste, da zaradi zahtevnosti terena vse do leta 2019 verjetno ne bo moč opraviti. Kaj sledi? Mi
bi želeli se časovnice držati, se pravi tako, kot so pogodbe podpisane v dobrih 2 letih, da se to vse skonča. Za našo občino, konkretno tudi za Podvelko in Vuzenico, ki začenjamo prve, to ne bo problem. Večji problem zna biti z ostalima 2 občinama, vendar pa seveda v primeru, da res ne bi nikakor uspeli v tem časovnem obdobju, na katerega seveda računamo, da bomo, bi moral potem se skleniti aneks. Bomo videli, pač predvideno imamo, da bi v tem času, kot so pogodbe, tudi projekt zaključili. No, že nekaj časa je znano tudi, da občina Muta ni 100% pri tem projektu. Zdaj, če občina Muta odstopi, kaj bi to pomenilo za nadaljevanje projekta? Kolikor slišim, je priključkov tudi brez Mute dovolj. Pa bomo vas, soseda občine Muta, najprej vprašali vaše mnenje o tem. Ja, jaz mislim, da tako, ko nekdo pristopi, tako lahko tudi izstopi. Torej so medobčinske pogodbe, ki občine zavezujejo k temu, da dokončamo. Kako so vstopile v ta projekt, ne glede na to, to je občina podpisana, ne aktualni župan, ki je bil takrat še pod drugim imenom, pa tudi ne vemo, kdo bo takrat, ne govorim za občino Mute, tudi za sebe sem takrat dejal, ne vem, kaj se bo zgodilo po letu 2017, ko so zopet lokalne volitve, projekt bi se pa naj zaključil nekje leta 2019-2020, tudi finančno, ne. In seveda, jaz še vedno trdno upam, da občani in politika občine Mute na tem, da smo še vedno skupaj na isti barki. Seveda, od vsega začetka smo občine tudi pokazali, kaj želimo, kje želimo in na kakšen način želimo. To je bil korekten dogovor in pravzaprav 2 sporazuma, ki smo medsebojno podpisali tudi občine, tudi tako občino Muta, Vuzenico, Dravograd, Radlje in pa Podvelko zavezuje k temu, kar je zakonska osnova za to, da smo se lahko prijavili. Seveda, jaz verjamem tudi, če bi katera izmed teh občin izstopila, seveda so za njo tudi verjetno kakšne posledice, ki z to pogodbo to vežejo. Sam projekt pa jaz mislim, da s tem ne bi bil ogrožen, kajti zadostujemo tistim populacijskim enotam priključitve že brez 1 ali 2 manjših občin, glede na to, da se je potem kot vodilna občina priključila tudi Dravograd. Prvo smo se pravzaprav samo občine Podvelka, Radlje, Vuzenica in Muta dogovarjali, takrat bi komaj dosegli tisti cilj, potem se je priključila ta največja občina te Dravske doline, ki je tudi nosilec tega projekta in s tem jaz mislim, da cilj zadostujemo, ampak vseeno verjamem, da politika in 86,2% sofinanciranja, seveda po podrobnosti občine Muta, Radlj, Dravograda in pa Podvelke se nimam in se nisem imel energije, da se bi poglabljal, kajti tam je sam aktualna politika takrat sama povedala, kaj želi in verjamem, da bo temu sledila tudi aktualna sedanja in pa tudi prihodna, ki bo prišla. Gospa županja? Ja, zagotovo jaz se pridružujem besedam kolega. Kot vodilna občina v tem projektu si želimo, da bi sodelovali vsi od začetka do konca, da bi imeli čim manj problemov, ker problemi kot taki bodo nastali pri sami izvedbi. To bo še veliko svetlih noči, sploh za tiste, ki so še bolj vpeti, bom rekla, strokovno v ta projekt. Vendar pa seveda zdaj, če se bi zgodilo, da občina Muta, jaz sem prepričana, da bodo z nami, ampak če bi se zgodilo, naprimer, da pa le ne bi nekako našli skupnega jezika, da v resnici ta projekt kot tak ni ogrožen, tako da bi seveda ostal neizvršen, ampak zdi se mi, da bi bilo prav, da ostanemo skupaj, da pokažemo svojo enotnost in tudi seveda ta procent sofinanciranja strani Evropske unije, ki ga je bilo kar zelo težko dobiti in tako kot smo že ugotavljali, med 10 bom rekla, projekti v Sloveniji doseči toliko denarja ali pa pripeljati na to Koroško, za katero se stalno nekako govori, da nič ne dobimo ali zelo malo dobimo, da smo daleč za ostalimi, bom rekla, temi področji, regijami ali kakorkoli se že imenujemo v Sloveniji, seveda to veliko pomeni. Zato pač računam na to, da bomo ostali enotni in da bomo speljali do konca in leta 2019,
ko se zaključuje finančno, seveda izvedbeno mora biti to prej, da bomo lahko rekli veselo, glejte, spet nam je uspelo, tako kot nam je uspelo pri kanalizaciji in čistilnih napravah, ki je bil tudi zelo velik projekt, visoko financiran strani Evropske unije, da nam je uspel tudi ta projekt, ki je še z višjim procentom evropskega denarja. Veliko dela je bilo upravljenega, veliko dela ga bo še ostalo. Kakšno pa je trenutno stanje, gospod Marko? Trenutno stanje na projektu je sledeče. V bistvu pogodbe z izvajalci so podpisane, izvajalci so dostavili bančne garancije, izvajalec je tudi uveden v delo, predana je projektna dokumentacija, čakamo pa še odločbo Ministrstva za okolje in prostor za financiranje, to je tisti končni dokument, tako pričakujemo, da se bodo dela pričela v mesecu maju. Na občini Podvelka ste na tem področju postorili že marsikaj, azbesta, kolikor vem, v ceveh nimate več. Kaj pa bo pravzaprav treba še postoriti, da boste potem res 100% pokriti? Ja, poglejte, kot sem rekel, potrebno bo zamenjati to, kar že imamo, to se pravi od občine Radlje pa do Podvelke je 4,4 kilometre. En del smo že sicer uredili, potrebno bo pa od Podvelke pa do hidroelektrarne Ožbalt narediti popolnoma nov vodovod v dolžini 8000 metrov ali 8 kilometrov. In pa seveda 1000 metrov pa še rabimo cevi za priklope na 3 vodohrane. To je v Breznu, v Podvelki in pa v Ožbaltu. Tako da se pravi, zdaj imamo mi priključeni na ta vodovod, ki je 934 prebivalcev. Zdaj z novim tem vodovodom pa pridobimo še 350. Ni to neka velika številka, ampak bi rekel, tako smo nekako potegnjeni po Dravski dolini, ki na vsaki strani hrib, na sredi je reka Drava in pač so hiše tako razmeščene. Je čist druga, bi rekel, struktura, kot pa naprimer v Dravgradu ali na Muti ali v Uzenici ali v Radlah, kjer je to bolj strnjeno. Mi smo pač malo bolj razpotegani. Imam še sicer vaško skupnost Lehen, kjer zdaj tudi načrtujemo nov vodni vir, ampak ne bo od tega stran, ker to bi bilo predrago, da bi peljali teh 6-7 kilometrov, tam pa ni druge možnosti kot po tej regionalni cesti. Zdaj si vi zamislite, da bi začel tam kopati pa delati, pa bi lahko enostavno cesto zaprli za promet in da bi to uredili. Pa tudi finančno je to predrago. In seveda potem ne bi bilo teh 50 milijonov, pa bi verjetno bilo 60 ali pa 70. Tu pa verjetno potem tudi ne bi soglasja dobili, kot smo ga dobili za ta projekt, ki je zdaj. Tako da vrednost naša je 4,5 milijone, iz kohezijskega dobimo 3 milijone 300, svojih sredstev moramo imeti 620 tisoč, prispevek za strani države pa dobimo 580 tisoč. In seveda, ko bo to urejeno, bom tudi si oddahnil, ker moram vam povedati, da zdaj pa vsaki drugi, tretji dan kličejo ljudje, probleme z vode, ni pritiska, tako da bo potem to urejeno. V Ožbaltu samem imamo sicer naravne vire, ampak seveda v večjem deževju to pač se voda skali, ob suši je pa primanjkuje in zato smo bili prisiljeni iti tudi v ta projekt, da povežemo še vaško skupnost Ožbalt. No, tudi zadnje deževje vam je povzročilo skrbi, ampak na srečo ne toliko kot pred 2 letoma. Ja, to je res. Moram reči, da od takrat pa do zdaj je razlike, da zdaj je stroško mogoče 8 do 10% napram tistih 600 tisoč, ki je bilo takrat. Je pa nam razdejalo cesto Ožbalt-Kapla in to bi rekel iz takih grab je prišla voda dol, ki moram vam povedati, da kaj sem na občini, jaz tega ne pomnim. Ampak izgleda, da so to nalivi tako bili,
naravnani, da je ravno tam dol prišlo in seveda nam pač uničilo en del teh cest. Narava se torej spreminja in na to je treba biti pripravljen, sicer pa zdaj govorimo o znamenitih 11 projektih in eden izmed teh iz prve finančne perspektive je tudi ta, izpeljan bi moral biti prej, na srečo lahko rečemo, vsi skupaj je padel zdaj v to perspektivo, ko bo ta krog sklenjen. V Vuzenici verjetno kloriranja ne bo več v tako veliki meri. Seveda, govorili smo o 11 okoljskih projektih, zdaj slišim, da so jih skrčili na 10. Imamo srečo, še enkrat poudarjam, da smo eden tistih, ki lahko iz prejšnje finančne perspektive in pa iz načrtovane prejšnje finančne perspektive 7-13 črpamo sredstve sedaj 14-20. Seveda, kaj bi drugega rekel, kot pa veselil se še naslednjih projektov, ki bodo po letu 2020. Pa vendarle zdaj, ko sem že prej omenil vzhodno in zahodno kohezijsko regijo in vidimo, da poleg teh sredstev, ki smo sedaj že nas 5 občin zagotovljeni, s tem sofinanciran nekak svetle točke pri nadaljnih investicijah, sploh kar se tiče cestne infrastrukture, razvoja turizma, nekako ne vidimo v prihodnjih 4-5 letih. Kaj bo šele po letu 2020? Tako da se tega veselimo, seveda, ko pridobiš toliko sredstev in pravzaprav že komaj čakaš, da tako pomembno infrastrukturo zgradiš, ki je, še enkrat poudarjam, tudi občini Vuzenica že nujno potrebna. Zaradi hidravlične izboljšave, tudi pri nas v občini Vuzenica imamo prek 50 let stare dotrajen vodni sistem, nimamo tudi ne več salonitnih cevi, pa vendarle ob večjih sušah se pojavi predvsem pomanjkanje vode, zato imamo že prek 10 let tudi vrtino in črpamo vodo iz prek 80 metrov globine. Tista zadostuje le na področjih, kjer je premalo vode, ampak sistem je enocevn, torej ob velikih pritiskih, ki nastajajo ob črpanju z enocevnim sistemom. Glede na to, da je, zdaj bom čisto po kmečki logiki povedal, kot jo razumem v Dravski dolini Vuzenica, pretoka 5/4 ali pa cola, ima zdaj, glede na to, na materijale, kar smo prej govorili izpred 50 let, ko so bili grajeni, sedaj zaradi mašenja teh cevi in neustreznosti takratnih materijalov, je zdaj pretoka šele slabe pol cole. In skoraj vsi ljudje v stanovanjskih hišah v centru Vuzenice imajo podpostaje, da lahko zagotavljajo primeren tlak, da se lahko normalno uporabljajo sanitarno vodo, da se lahko tuširajo in tako naprej. Če bi pa pritisk, ki nastaja, spuščali in pa tudi razbremenilnike, glede na to, da je enocevni sistem, zato govorimo o hidravlični izboljšavi, novih vodohramih, ki bojo tudi imeli določeno kapaciteto vode v primerih, ko zmanjka električne energije, ampak v teh časih z agregati to ni problem zagotoviti. Seveda, kot vprašanje kot tako, 10 okoljskih projektov, slišal sem, da zdaj zadnji, iz 11 okoljskih se je skrčilo na 10, moramo biti srečni in samo pričakovati, da se bo zopet pojavila nova finančna perspektiva, ker bo zopet občinam pomagala na tak način, da bomo gradili pomembno infrastrukturo. Pa ne infrastrukturo zato, da bojo župani dobivali točke na volitvah, ampak zato, ker je ta infrastruktura nujno potrebna. In če je kaj bolj potrebno poleg zraka, vemo, da zdaj se sprejema zakon o vodah, ki bi želeli zopet vodo, nam še dodatno zakasirati. Mi smo prej govorili o mrežnini, o ceni vode. Kakšna je bila cena, če bo šlo skozi proceduro zakona in bo nekdo želel tudi za vodo kasirati? Potem bomo počasi lahko razmišljali, da tudi nismo upravičeni do svežega zraka. Torej, in kdo bo potem poskrbel za to, da bomo imeli sveži zrak? Občine, Evropa ne bo več namenjena denarja. Vemo pa, da živimo v odličnem filtru tega našega zraka med gozdovi, med koroškimi, pohorskimi, med kozjanskimi gozdovi, ki to čiščijo. In zaradi tega še enkrat predlagam vse na tiste, da močno vplivamo tudi na tiste, da enostavno ne damo vode. Voda je naravna dobrina, enako kot zrak, in da enostavno, da lahko govorimo samo o tisti ceni, ki bo šla skozi omrežnino. Če bomo to vodo podržavali, kot smo gozdove in tako naprej, potem se nam kaj dobrega v prihodnje ne piše. No, v Dravogradu ste dobro zastavili že pri izgradnji kanalizacije, to vrstne izkušnje, torej imate, zato vas ni presenetila niti kontrola Jaspers, kjer ste se kar dobro odrezali.
Ja, kontrola Jaspers pomeni kontrola Evropske unije in sicer padli smo pod to kontrolo zaradi tega, ker je projekt vreden 50 milijonov. Sicer je bilo to malo nesporazuma, 50 milijonov neto vrednosti ali bruto vrednosti je razlika, pri nas je bruto vrednost 50 milijonov, kontrola Jaspersa pa je takrat, ko je neto vrednost več kot 50 milijonov, ampak ker so že prišli k nam, so seveda opravili to kontrolo, je bila kar dobra, so pohvalili določene stvari, seveda določene stvari so tudi povedali, pač kaj se jim zdi, da bi bilo treba bolj upoštevati ali mogoče kaj malega spremeniti. Moram pa reči, da so bili recimo presenečeni, da smo se nekako odločili, da bomo vodo potegnili iz hribov, zakaj ne črpamo Drave, vendar jo imamo tik pred nosom, naredimo čistilne naprave in na tak način se oskrbujemo s čisto pitno vodo. Seveda je našim strokovnjakom, ki so bili skupaj s to komisijo, uspelo tudi jih prepričati, da je vendarle ta voda s hribov boljša in da dokler imamo te možnosti, da lahko pijemo takšno vodo, da jo bomo tudi pili. Tako da vsaka kontrola, ki je, seveda ni, bom rekla, tako zelo, je nisi vesel, ni tako zelo fajn, ko pride. Po drugi strani jo moraš pa vzeti tudi kot neko pomoč, če je karkoli narobe, pač ti povedo že v začetku, kaj je narobe in to spremeniš in potem delaš tako, kot je prav. Ampak ne glede na to, ta komisija je seveda potrdila naš projekt, zato je tudi ostal eden izmed 10 projektov v Sloveniji. In če se samo vrnem na to perspektivo, o kateri je govoril kolega Golob, v tej perspektivi pravzaprav skoraj da ni projektov, se pravi za, bom rekla, investicijskih projektov. Sami neki mehki projekti so neka dogajanja, neki centri odličnosti in ne vem kaj še vse, bi se lahko pridobivalo denar strani Evropske unije. Vendar naša kohezijska regija, se pravi ta severovzhodna, kamor spadamo tudi mi, Korošci, smo dali pobudo, kaj pravzaprav želimo, se pravi dosti investicij tako na cestnem področju, kot tudi na za kanalizacije, za čistilne naprave, vodovoda in podobno. Žal pa seveda, ko je se naša država pogajala z Bruslom, pač se to ni doseglo. Zato so ostali edino ti projekti, za katere sedaj govorimo, ampak mi smo vseeno zelo veseli, da smo tukaj v tej zgodbi zraven, ker pač bomo nekaj naredili, se pravi tudi investicijskega, in če bo potem po letu 2020 mogoče dobiti še kaj dodatnega, mogoče na področju kanalizacije še, potem bo to še toliko večje veselje. Ampak drugače pa pač projekt kot projekt, treba se ga je začeti z delom, treba ga je pravilno peljati in treba ga je dokončati. Dela bo veliko, skrbi tudi, ampak jaz sem prepričana, če smo znali sedaj te projekte do sedaj, katere smo vodili, dobro speljati, bomo tudi tega speljali. Seveda je pa treba vsak pri sebi se zavedati, da moraš tudi določene odgovornosti nositi, zato še posebej takrat, ko gre za timsko delo, da se usedeš in premisliš, kaj pravzaprav pomeni takšen projekt in da ga je treba do konca pripeljati. Tako, predvsem pa je treba ohraniti obstoječe standarde, jih nadgraditi, ja, tako kot počnete vi, in nikakor ne prisegati na razne trgovinske sporazume, tako, o katerih zdaj slišimo govoriti, ki za Evropo pa tudi Slovenijo niso primerni, ampak to je že druga zgodba. Točno. Gospod Marko, po zaključku bo ta celovit sistem verjetno najbolj optimalen prav iz tehničnega vidika, saj bo upravljanje s temi velikimi gmotami vode pravzaprav enostavneje, bo enotno, poraba pa bo seveda optimalna glede na stroške. Ja, že v fazi idejnega projekta sta bile izdelane 2 varianti. Prva varianta je bila, da ima vsaka občina svoj sistem, druga varianta pa ta, da so vse občine povezane. Že v tej fazi idejne zasnove se je ugotovilo, da je ta povezava vseh občin optimalno glede na stroške veliko ugodnejša. To pa zato, ker ni potrebno zagotavljati toliko rezerve vodnih količin. Ta voda se bo pretakala po celi dolini med občinami in koristil se bo tisti vodni vir, ki bo v danem trenutku najcenejši. Tako bojo stroški te oskrbe z vodo vedno racionalni in najmanjši možni.
No, še na en vidik te zgodbe velja spomniti, namreč občine ste v fazi priseljevanja mlajših družin, vlaganj investitorjev in tudi prihoda turistov. Skrb za osnovno infrastrukturo je torej prioriteta vas županov in županj. Seveda, glede na to, da smo že kar mnogo stvari skupaj počeli, tudi na turistični infrastrukturi smo se Dravska dolina od Dravograda pa vse do Podvelke povezali in tudi niže, torej zelo bogata tradicija ob Dravi, v vodi, ne samo takrat, ko so ujme, torej ta vrednota, ki je voda, ki nas bo zopet, jaz mislim, da dodatno povezana. Glede na to, da pa občine sprejemamo tudi občinske prostorske načrte, torej imamo velike probleme, pa vendarle tisti, ki smo pred enim ciljem, da bomo to sprejeli, je tudi želja predvsem mlajših razvoju turistične infrastrukture in pa seveda, če mu ne nudiš osnovnih pogojev za to, potem tudi ni želje po kakršnikoli gradnji. In ena od teh investicij je tudi vodooskrba in prav v našem kraju in verjamem, da tudi po ostalih občin Dravske doline je tudi vodilo k temu, da bomo tudi malo više iz centra vsake lokalne skupnosti zagotovili tistim, ki si želijo ustvariti ali mlade družine, torej da jim zagotovimo to pomembno infrastrukture, torej vodne sisteme in pa sprejetjem te občinskega prostorskega načrta damo možnost tudi razvoju turizma, predvsem kar se tiče Pohorja in pa Kozjaka. Na obe dveh straneh je zanimanje veliko, pa vendarle birokratske ovire, ki nas predvsem pri sprejemanju tega akta čakajo precej veliko ovir. Trudimo se vsi, ampak včasih smo tukaj nemočni in izgleda včasih, da se tudi tisti, ki bi se ne smeli lagati, kot da se zlažemo, pa vendarle ne po svoji krivdi. Obljube, ki prihajajo z strani ministrstev, so predvsem tisti preobilno dela in seveda podlaga za to je to. Jaz ne rečem na koncu, hvala Bogu, da smo razumni, da smo se zopet hitro dogovorili o tem projektu, da smo najdli tistega, ki bo nosil največjo breme, to je vodilna občina, občina Dravograd. Vemo izkušnje iz prejšnje finančne perspektive odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Tem projekt je vodila občina Radlje. Seveda, sami se moramo zavedati, da finančni del, ki ga moraš pokrivati iz občinskega proračuna, ga moraš imeti vsako leto ob sprejemanju proračuna tudi zagotovljenega, kajti država in pa Evropa vsekakor pri tem ne bo tolerantna in prav sestanek, ki bo na sporedu že čez 2 dni v Ljubljani, tiče na to, da moramo se dobro pripraviti tudi na pogodbe, ki so pripravljene in kako bomo pravzaprav financirali. Eno slabo izkušnjo, ki imamo iz te finančne perspektive, je ta, da smo morali pravzaprav pred koncem zalagati lastna sredstva, glede na to, da lahko premostitvene kredite ali kratkoročne kredite narediš le v tekočem proračunskem letu, zagotavlja za našo občino je to pomenilo 650 000 evrov, ki smo mogli z lastnimi sredstvi pokrivati tudi, v tem primeru bi zdaj pomenilo 86,2% in čakati par mesecev, kreditirati pravzaprav nekoga, da smo lahko zdaj po 5 mesecih dobili tudi ta sredstva v njene. Tako, nedvomno koristi presegajo stroške projekta, zdaj zelo na kratko, spoštovani gostje, sklepna misel, sklepna beseda, gospa Marjana. Jaz še enkrat bom ponovila, jaz sem vesela, da smo bili enotni, vesela, da smo bili tako trdni v svojih ciljih, se pravi, da smo vztrajali že od leta 2005, bilo je kup težav, kup dogovarjanj, velikokrat je šlo bolj na ne kot na ja, ampak zdaj smo na koncu uspeli, se zanašam tudi na to, da znamo in zmoremo delati, ker smo z drugimi projekti to že pokazali in predvsem sem vesela to, da bomo zagotovili čisto zdravo pitno vodo in kot slišimo, da v tej Sloveniji pa vse gre navzdol in da našim mladim ničesar ne puščamo pozitivnega za nami, bo to zagotovo nekaj pozitivnega. Voda je vendarle vir življenja in čista pitna, kakršna bo ta, je še dodatno en plus bom rekla, v tej negativni sferi, kakršna je v današnjih dneh. Gospod Anton? Ja, jaz moram reči, da se veselim tega projekta, to pa zaradi tega že, ker je bil mišljen v perspektivi 7-13. Mi smo imeli, bi rekel, že takrat sredstva zagarantirana v proračunu, tako jih imamo tudi sedaj, seveda svoj delež. Tisti delež, ki bo pa moral dati kohezija in pa država, bo pa moral biti na razpolago, ker ne mislimo se za to zadolževati, ker zdaj tudi nismo zadolženi, seveda pa malo za razmisliti, ali vzeti zdaj posojilo ali ne, glede na
takšno stanje, kot je, da ni prav obrestne mere, ampak mislim, da to ne more dolgo trajati. Veselim se, ker bo en problem manj vsakodnevni, kot je danes. Gospod Marko, zelo na kratko. Želim, da bi vsi akterji od ministrstva, občin, izvajalcev aktivno in pozitivno delovali v tem projektu, da bi ga uspešno izvedli. Župan Muzenice. Naj se zahvalim predvsem VTV televiziji, ki je omogočila, da tudi širšo javnost seznanimo z tem, kar smo danes tukaj počeli. Seveda bo veliko govora, veliko tudi problemov na tem in jaz upam, da tudi mediji takrat podprejo in ne samo takrat, ko se kaj slabega zgodi, tudi kaj dobrega in v tem projektu vidim le samo dobro. Gospa županja, gospoda župana, gospod vodja projekta, hvala lepa, ker ste prišli. Zanimiva urica pogovora je za nami. Začeli smo eno čudovito zgodbo, kot ste dejali, županja, v tem res težkem času, ki jo bomo ob priložnosti nadaljevali. Za danes pa hvala lepa. Tudi vam hvala za povabilo. Drage gledalke, cenjeni gledalci, vam pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjega snidenja.